Živijo vsem, Mark Robert tukaj. Danes se bomo potopili v fascinanten svet neželeznih kovin. Kaj so torej in zakaj so tako posebne? Neželezne kovine so tiste, ki ne vsebujejo železa ali ga vsebujejo zelo malo. Te kovine so cenjene zaradi svoje odpornosti proti koroziji, majhne teže, prevodnosti in drugih edinstvenih lastnosti. Uporabljajo se v številnih industrijskih panogah, pa si jih poglejmo podrobneje. Najprej imamo lahke neželezne kovine. Te kovine so značilne po svoji nizki gostoti, zaradi česar so idealne za uporabo, kjer je teža ključnega pomena, kot so letalstvo, avtomobilska industrija in proizvodnja lahkih zlitin. Aluminij je na primer ena izmed najbolj uporabljenih neželeznih kovin. Je lahek, odporen proti koroziji ter ima dobro toplotno in električno prevodnost. Najdemo ga vsem od letal do embalaže. Potem je tu magnezij, najlažja konstrukcijska kovina, ki se uporablja v zlitinah za letalstvo, avtomobilsko industrijo in elektroniko. Je zelo reaktiven in zahteva posebno obdelavo, da se prepreči korozija. Titan je znan po odlični odpornosti proti koroziji in utrujenosti materiala, uporablja pa se predvsem v letalski, vojaški in medicinski industriji. Najdemo ga tudi v zlitinah za specialno potapljaško opremo. Cink, čeprav težji od aluminija in magnezija, se uporablja predvsem kot zaščitni premaz proti koroziji, galvanizacija, in v zlitinah, kot je medenina. Nato imamo težke neželezne kovine. Te kovine imajo večjo gostoto in se uporabljajo v aplikacijah, ki zahtevajo trdnost, težo in trdoto, kot so gradbeništvo, industrijska oprema in zaščita pred sevanjem. Baker je ena najbolj znanih in široko uporabljenih neželeznih kovin, znana po odlični električni in toplotni prevodnosti. Uporablja se v električnih napeljavah, vodovodnih inštalacijah in kovancih. Svinec se uporablja predvsem za zaščito pred sevanjem ali zvokom v svinčevih akumulatorjih in kot gradbeni material za cevi in fitinge. Kositer se uporablja predvsem v zlitinah z bakrom, kot sta bron in medenina, in kot premaz za preprečevanje korozije. Uporablja se tudi pri spajkanju. Bizmut se uporablja v aplikacijah, ki zahtevajo nestrupene materiale in kot nadomestek za svinec v nekaterih zlitinah in spajkah. Potem imamo plemenite neželezne kovine, znane po visoki ekonomski vrednosti zaradi svoje redkosti, lepote in odpornosti proti koroziji. Zlato je žlahtna kovina, ki se uporablja v nakitu, kovancih, elektroniki in letalstvu zaradi svoje odpornosti proti koroziji in odlične električne prevodnosti. Srebro se uporablja v nakitu, kovancih, električnih kablih in fotografskih aplikacijah zaradi visoke električne in toplotne prevodnosti. Platina je redka kovina, zelo odporna proti koroziji. Uporablja se v avtomobilskih katalizatorjih, nakitu in visokokakovostnih elektronskih napravah. Sledijo polplemenite neželezne kovine, ki so manj redke kot plemenite kovine, vendar še vedno zelo iskane zaradi svoje odpornosti proti koroziji, obdelovalnosti in prevodnosti. Nikelj se uporablja predvsem v zlitinah za proizvodnjo nerjavečega jekla, kovancev in baterij. Znan je po svoji odpornosti proti koroziji in trdoti. Kobalt se uporablja v zlitinah za reaktivne motorje, turbine in aplikacije pri visokih temperaturah. Najdemo ga tudi v polnilnih baterijah in elektroniki. Mangan se uporablja predvsem kot zlitina za utrijevanje jekla in v nekaterih neželeznih zlitinah za izboljšanje odpornosti proti koroziji. Imamo tudi redke neželezne kovine, ki jih običajno najdemo v visokotehnoloških aplikacijah, kot so elektronika in posebne zlitine. Lantanidi se uporabljajo v različnih visokotehnoloških aplikacijah, vključno s katalizatorji, polnilnimi baterijami in permanentnimi magneti. Tantal je redka, zelo odporna kovina proti koroziji, ki se uporablja v elektroniki in letalstvu. Cirkonij se uporablja v zlitinah za ekstremne pogoje, na primer v jedrskih elektrarnah, zaradi svoje odpornosti proti koroziji in tolerance na visoke temperature. Nazadnje imamo neželezne kovine za posebne namene, ki se uporabljajo v aplikacijah, ki zahtevajo odpornost na ekstremne pogoje, kot so visoke temperature, tlaki ali zelo korozivna okolja. To je torej kratek pregled sveta neželeznih kovin. Vsaka vrsta ima edinstvene lastnosti, zaradi katerih je idealna za določene industrijske aplikacije. Hvala, ker ste si vzeli čas in se vidimo naslednjič.